Zmeraj isto, je to. Časni pozdrav! Spoštovani visoki gostje, posebej načelnik generalštaba Slovenske vojske, zelo smo počaščeni, gospod Robert Glavaš, predsednik organizacijskega odbora Krn pohod spomina, Danijel Krivec, podpredsednik državnega zbora, župana občin Bovec in Kobarid, Valter Mlekuš in Marko Matajurc in njegova ekscelenca, veleposlanik Republike Madžarske, David Andor. Hvala in lep pozdrav tudi vsem, ki ste danes prišli sem pod Krn. Danes na pragu zime smo zbrani tu pod gorami, na planini, v hribih. Večina nas, ki zahajamo v gore ali vsaj v njihovo vznožje, to počnemo, ker gorski svet preprosto navdušuje in je lep. V preteklosti pa so gore dajale kritje in zaščito, hkrati ponujale surovo okolje, ki je vse, ki so tam bivali ali bili tako ali drugače povezani z gorami, zaznamovale. Trdo življenje, ki pa je dajalo možnosti preživetja, lovci, rudari, pastiri, gozdari, ter vedno v zgodovini tudi tisti, ki jih najbolj pogosto imenujemo vojaki. Zakaj tudi oni in zakaj tudi v gorah? Večno vprašanje z mnogo ali nobenim odgovorom. V imenu organizacijskega odbora Krn pohod spomina pozdravljam predstavnike in pripadnike Slovenske vojske, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Policijskega veteranskega združenja Sever, Združenja vojaških gornikov, Zgodovinskega društva Drajcen in predstavnike vseh drugih organizacij tukaj na 24. spominskem pohodu Krn 1918-2025. Z nami so kot že mnogo let moški pevski zbor Triglav Trenta pod vodstvom Zdravka Kranjvanje. Nam bodo zapeli prvi dve pesmi, Oj dober dob in Oblaček mili moj. Slovenski
fantov grob, kjer smo kri prelivali za svobodo domovino, kjer smo mi pokopali slovenske fante, kjer smo kri prelivali za svobodo domovino, kjer smo mi pokopali slovenske fante. Oj, dober dom, slovenski grob. Oj, dober dom, slovenski grob. Oblaček, mili moj, lepluj nocoj, dolini tam globoki, nad njo postoj, dolini tam globoki, nad njo postoj nad hišico sred vasi, nema rada tam nekdo, na klopci zdaj sedi, nema rada tam nekdo, na klopci zdaj sedi. In reci ljubici, da dragi še živi, da vedno na njo misli, za njo srce gori, da vedno na njo misli, za njo srce gori. Oblaček, mili moj, lepluj nocoj, pozdrave mi izroči, preljub domači kraj, pozdrave mi izroči, preljub domači kraj. To prireditev že vrsto let pripravlja skupina ljudi, ki dobro in enako mislimo. Združeni smo v neformalnem organizacijskem odboru z veliko vlogo tudi našega muzeja in prosil bi predsednika organizacijskega odbora Krm pohod spomina Danijela Krivca, podpredsednika Državnega zbora, za nekaj pozdravnih besed. Lep pozdrav vsem pohodnicam, pohodnikom in ljudem dobre volje. Vesel sem, da ste se tudi letos v tako velikem številu udeležili tega spomina, ki obuja neko prioritetno vrednoto, in to je mir. In verjamem, da vsi vemo, o čem govorimo, in se zato tudi tega udeležujemo, s tem tudi dajemo ta
poudarek. Za začetek lep pozdrav seveda županu občine Bovec in županu občine Kobarid, ki sta z nami. Lep pozdrav tudi veleposlaniku Madžarske, gospodu Anderju, s katerim smo prijatelji že dolgo časa. Zelo pa sem počaščen, da je gospod Glavaš, načelnik generalštaba, sprejel povabilo in je danes tudi z nami in nam bo kasneje pripravil slavnostni nagovor. Vesel sem pa tudi, da je z nami začetnik tega pohoda, gospod Janko Stušek, ki je sicer danes priletel s helikopterjem, kar pomeni, da se časi tudi spreminjajo in da se včasih uporabi tudi tehnika v prave namene. Tako da, Janko, res smo veseli, da si z nami. Da pa ne pozabim, seveda hvala tudi Kobariškemu muzeju in gospodu Šolarju, ki je motor tega, brez njega tega pohoda seveda ne bi bilo. Ne bi bilo pa tudi brez Slovenske vojske, ki je danes v zelo lepem številu z nami in verjamem, da bo tudi vnaprej nam pomagala. Brez njihove pomoči seveda tudi bi težko organizirali tak pohod. Hvala tudi zboru Triglav Trenta in vsem gornikom in veteranom, ki so z nami tako iz Slovenije kot tudi iz sosednjih držav. Zdaj mogoče nekaj besed. Mi se srečujemo na tem prostoru zato, da damo poudarek temu, da je bilo ob koncu Prve svetovne vojne nek dogodek, ki naj bi se nikoli ne ponovil in temu je tudi namenjen ta pohod. Se pravi, da vsi zagovarjamo mir. Zdaj nekaj misli o tem. Mir ni dar usode, ampak odgovornost človeka, da ga vzdržuje in varuje. To se v zadnjem času še posebej poudarja. Danes se svet nahaja v obdobju strateških prelomov. Priča smo novim oblikam konfliktov in pritiskov, kjer meje ne potekajo več le po zemljevidih, temveč režejo skozi družbe, skozi zavest in skozi vrednote ljudi. Skrivnost demokracije je, da zna v različnosti prepoznati bogastvo, da odpira prostor za dialog in da spodbuja iskanje skupnega jezika v dobro vseh. Kar nas povezuje, mora ostati močnejše od tistega, kar nas razdvaja. A bistvo je prav v tem, da smo mir začeli dojemati kot samoumeven, kot stanje, ne kot dosežek, ki ga je treba negovati in včasih tudi braniti. 3 resnice, ki jih potrjuje zgodovina. Da brez enotnosti ni rešitve, brez dialoga ni diplomacije in brez političnega poguma ni trajnega miru, so vodilo tudi za današnji čas. Če sem v nagovoru začel z mislijo o miru, ga želim skleniti z istim sporočilom. Mir je temelj vsega, kar gradimo. Če bomo ostali enotni, pogumni in zvesti svojim vrednotam, bomo zmogli premagati izzive časa ter ohraniti mir. Varnost je temelj svobode in tudi pogoj za prihodnost in razvoj družbe. Zato še enkrat hvala vsem, ki prihajate in ohranjate ta spomin, predvsem pa se trudite za to, da imamo mir in da se mir tudi ohranja. Zato upam, da se vidimo naslednje leto na jubilejnem 25. pohodu, krem pohod spomina, seveda z mislijo nikoli več vojne. Vsem srečno pot domov in nasvidenje prihodnje leto. Hvala gospodu Krivcu. Letos sem še posebej vesel, kar v preteklosti morda ni bilo pogosto, da so z nami tudi najmlajši. Pod mentorstvom Lucije Šturm se nam bosta pridružila 2 recitatorja, Samuel Juri Ostan in Andrej Črnuta, Anaj Črnuta, se oproščam, z osnovne šole Bovec. Prosim, fanta. Zvezda na majhen, prijatelji,
Prijatelji so kot zaklad, ki najde ga vsak sam. Nikoli ne zahtevajo, da jim karkoli dam. Z njimi se zabavam, pojem, klepetam, smučam, drsam, nogomet igram. Z najboljšimi prijatelji zaupno pokramljam. O čem me ne sprašujte, kar tega ne izdam. Prijatelji spreminjajo nevihto v sončen dan in če bo treba, bi za nas skočili v ocean. Nina Jelen, mir je v naših rokah. Kako otroci skrbimo za mir, tako da iščemo ljubezni zver, da svoja srca delimo po svetu, da smo najprijaznejša bitja na celem planetu. Kako mir zveni, kot smeh, kot drag tema, kot ptica, ki svobodno leti. Kako se mir občuti, kot objem, kratko v mehko nogavico prstjo buti. Kako mir poiščeš, ko je težko, da dihaš, tečeš, da lučko prižgeš, ko je temno. Naj ljubezen se širi po vseh razpokah. Otroci sveta, mir je v naših rokah. Hvala lepa za lepe misli, za lepo recitacijo in morda bodo taki mladi fantje postali veliki možje z odgovornimi nalogami in da boste take misli vedno imeli v sebi, kot jih imata tudi naša stalna spremljevalca, župana domačih občin. Tukaj smo sicer v občini Kobarid, zato prosim Marka Matejurca in potem seveda tudi Valterja Mlekuža, da nas pozdravita. Hvala lepa za besedo. Resnično lep in prisrčen pozdrav v imenu občine Kobarid, pa tudi v mojem imenu vsem, ki ste se tukaj izbrali. Ne bom vsakega posebej našteval. Lepo je, da smo prišli, kajti z našim prihodom smo tukaj, ne nekako se spomnimo tisto preteklost, kot je žal tudi Simon Gregorčič napovedal v njegovi pesnitvi, to sekla vritka bodo jekla in ti mi boš krveva tekla. Seveda, žal se je to resničilo, ne? In prav to je tisto, ki se moramo zavedati, da se nikoli več kaj takega ne ponovi. In vsi tisti, ki smo tukaj, je prav, da nosimo sporočilo miru, kjerkoli se bomo nahajali, ne samo tukaj na Krnskem pri jezeru, ampak kamorkoli gremo, je naša naloga, da resnično govorimo o miru in ga tudi naprej tudi sejemo. To bi bilo moje sporočilo. Hkrati bi se pa tudi resnično zahvalil vsem, ki so na kakršenkoli način pomagate, da se tukaj dobivamo že toliko let in seveda si želim, da se bomo še tudi naprej. Bom pa tudi rekel, da res posebna pohvala tudi Kobriškemu muzeju, pa tudi Fundaciji Pot miru, ki le skrbi na vsa obeležja, ki so pač na tej dolgi soški fronti bila postavljena, ki jih ohranjamo in hkrati ohranjamo tudi spomin na vse te, ki so tukaj trpeli. Še enkrat hvala lepa, želim vam srečno pot v dolino in stanite vsi zdravi. Spoštovani gospod načelnik Generalštaba Slovenske vojske, gospod Glavaš, spoštovani podpredsednik Državnega zbora Republike Slovenije, gospod Danijel Krivec, veleposlanik Madžarske in vsi, ki smo se danes zbrali tukaj. Tu v kraljestvu Zlatoroga, tu so vrhovi gora in planine prelite s krvjo. 24 let prihajamo tukaj, da opominjamo, da si ne želimo več krvi, ne želimo si več vojn in s tem dajemo tudi opomin, da je vendar v svetu zavlada mir. Ne želimo si, da bi se tudi mi morali spominjati tistih časov, ko so matere in možje doma skrbeli, kje so njihovi otroci. Tu so se borili vojaki vseh narodnosti. In danes prihajamo in še bomo prihajali, dokler nas bo korak služil, da s tem dajemo sporočilo, dovolj je bilo vojn, dovolj krvi. Hvala vsem, ki prihajate in
vabim vas tudi naslednje leto. Hvala vsem. Hvala lepa orkestru v tem čudovitem gorskem ambientu, v spominu na čase pred 100 in nekaj leti, pa se res lepo slišati. Tako kot je lepo slišati šumenje zlatih macesnov tamle gore ali pa valovenje jezera. Posebno čast pa mi je, da bomo slišali tudi našega današnjega slavnostnega govorca, načelnika generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnika Roberta Glavaša. Gospod Glavaš, prosim. Spoštovani obiskovalci, pohodniki, prijatelji, dragi domačini. Dovolite mi, da se v svojem imenu zahvalim organizatorju za to povabilo, da lahko danes spregovorimo o dogodku, ki se zgodi pred mnogimi leti. Seveda, zahvala tudi in dobrodošlica vsem visokim gostom, ki so tukaj za menoj. Ker sem pa vojak, moram pozdraviti pripadnike Slovenske vojske in orkester Slovenske vojske, kakor tudi gornike in vse goste, ki so danes tukaj iz drugih držav. Moram pa posebej pozdraviti na svojem prihodu, ko sem se dvigal, sem gor na Krn, sem opazil kar nekaj pohodnikov, ki so bili slepi. Mislim, da je prav, da tem ljudem damo tudi čast, da so si vzeli to možnost, da prihajajo k nam. Hvala lepa. Spoštovani, danes smo se zbrali na tem veličastvenem in zgodovinsko pomembnem kraju, na Krnu, da obeležimo dogodke iz Prve svetovne vojne, vojne, ki je zavedno zaznamovala naš svet, naše ljudi in seveda tudi naše usode. Ta gora, ki je bila priča številnim bojem, je simbol ne le naravne lepote, ampak tudi trpljenja, poguma in neizmernih žrtev. Zgodbe o tistih dneh so polne hrabrosti, so zgodbe o fantih, ki so šli na bojno linijo, ne da bi vedeli, ali bodo še kdaj videli svoje domače in se vrnili v svoj okraj. Večino njim je bilo skupno samo eno, da so se morali srečati tukaj, da so se morali bojevati skupaj in seveda proti sebi, proti drugim, da so skupaj umirali, kljub temu pa so vztrajali skozi pogum in zavest. Prva svetovna vojna, gospodje, ni bila le vojna orožij in strategij. Bila je vojna, ki je preizkušala človečnost. Na Krnu so se dogajale tragedije, ki jih je težko razumeti z današnjim pogledom.
a tudi trenutki človeške solidarnosti in pomoči. Ob takih priložnostih ne smemo pozabiti, da je bila ta vojna tudi temeljnica za gradnjo naše današnje domovine. Iz ruševin in bolečine so se porodile nove države, nove ideje, novi upi. Kljub vsemu, kar je bilo izgubljeno v prvi svetovni vojni, smo dobili priložnost za nov začetek. Ta novi začetek pa je zahteval, da se iz preteklosti nekaj naučimo. Da je mir vrednota, ki jo moramo vsak dan negovati. In če zdaj se vrnem nekoliko nazaj, danes po noči sem se vrnil iz Cipra in če lahko rečem, tam mir in to, kar danes govorimo, ni samo umevno. Tam obstaja linija, če govorimo samo o Cipru, na eni strani ena država, na drugi strani druga država, ki se vedno gledajo skozi puško in skozi cevi. Tako da, dajmo imeti ta mir resno kot vrednoto, ki jo lahko in jo moramo vsak dan negovati. Danes pa, ko gledamo proti prihodnosti, smo še posebej dolžni ohraniti spomin na dogodke iz tistih dni, ki so velikemu delu evropskega prebivalstva prinesle zgolj, če povzamemo Churchilla, kri, znoj in solze. Ne zato, da bi gojili zamire ali sovraštvo, temveč zato, da bi rodili mostove razumevanja, sprave in medsebojnega spoštovanja. Krn je zato postal simbol ne le boja, ampak tudi sprave in miru. Spoštovani, današnji konflikti po svetu so sicer bolj regionalno omejeni, vendar so posledice lahko globalne. Kot je prva svetovna vojna sprožila verižno reakcijo vojn in revolucij po vsem svetu, tako današnje vojne v Ukrajini, Bližnjem vzhodu ali v Afriki ustvarjajo nestabilnost in ekonomske krize, ki vplivajo na celotno svetovno skupnost. In vkolikor seveda potegnemo neko sporednico dogodkov tistega časa z nekaterimi današnjimi, lahko vidimo mnoge podobnosti, ki jih je potrebno razumeti v pravi luči. Vprašanje pa je, in ki se nam zastavlja samo po sebi, ali jih znamo razumeti in se na njih odzvati na ustrezen način. V tem kontekstu kot načelnik generalštaba Slovenske vojske se zavedam, kako pomembna je oborožena sila, odpornost celotne države in družbe, pripravljenost vseh državljanov, da se v različnih oblikah borijo za svojo državo, za svojo družbo, za svoje slovenske vrednote, za svoj način življenja in, če hočete, tudi za svoj jezik. Vesel pa sem, da se je percepcija pomembnosti Slovenske vojske v javnosti spremenila in da se ljudje zavedajo, da smo vojaki Slovenske vojske s slovenskim grbom na rokavu, pomembni del te družbe, da se je mogoče zanesti na nas in da smo pripravljeni boriti se za tradicije naših prednikov. In seveda, da ne bom predolg, v času, ko svet še vedno kliče po razumevanju in strpnosti, naj nam spomina, da je mir največji dar, ki ga lahko podarimo sebi in seveda tudi drugim. Ob tej priložnosti želim izreči globoko hvaležnost vsem, ki danes skrbite, da je ta spomin še živ, pa tudi vsem vam, ki ste danes tukaj prisotni. Vaša prisotnost kaže, da cenimo žrtve preteklosti in da smo pripravljeni graditi prihodnost na trdih temeljih. Naj bo Krn tudi v prihodnje kraj, kjer se bomo zbrali in v spomin na zgodovinske dogodke in negovali vrednote, ki jih danes živimo. Naj živi Krn, naj živi mir in seveda naj živi slovenski narod. Hvala lepa. Najlepša hvala. Moški pevski zbor Triglav Trenta nam bo zapel še dve pesmi, Nocoj en fajn večer in Ko ptičice na tuje gre. Nocoj en fajn večer, jutrem bo en sauber dan. Nocoj en fajn večer, jutrem bo en sauber dan. Jutrem bo en sauber dan. Slišal sem ptičke peti, povevajo skati. Slišal sem
sem ptičke pet, pove pa juckati. Pove pa Povi pa jucajo, davš pa maširajo. Povi pa jucajo, davš pa maširajo, dol na Tam se bojo skušali, sabelce sukali. Tam sem jo skušali, sabelce sukali, krivjo Tam sem jo skušali, sabelce sukali, krivjo prelivali. Obličica na tuje gre, v ključku nese pisance, le nesi pisance, do moje ljubice, le nesi pisance, do moja ljubice. Ko pisance prejela je v svoje bele roke, ko pisance prejela je, točila je solze, ko pisance prebrala je, točila je solze. Sledi slovesen prižig spominskega ognja miru. Vse častne goste in pa tudi poveljujoče Zveze vojaških gornikov Slovenije, gostov iz Avstrije, Italije in Madžarske po eni predstavnik prosim, da pristopijo tamle k ognju, kjer bojo prižgali ogenj miru ob spremstvu vojaškega orkestra, pa drugi tiho z ponižnostjo in spominom spremljajmo to dejanje.
Na bojišče smo šli oktobra 1915. leta, prek Kranjske gore, Trente, Soče, Lepene, smo prispeli na planino Duplje pod Krnom 22. oktobra 1915 zvečer. Na planini ima sedež poveljstvo Poljka, zraven je kuhinja in se polno skladišč. Stotnije so v postojankah, pogrebenih, v šotorih, čeprav je že občuten mraz, v majhnih barakah, kolibah, primitivno stesanih in duplinah, po katerih je verjetno planina dobila ime. Prav se je postavljeno na vzkriž in počez, kuhinje, latrine, vojaštvo in blato. A vendarle je prostor dragocen, saj do sem ne sežejo laške oči. Vode ni. Zadaj v globeli je jezerce, kjer pijejo ljudje in živina. Voda ima okus po konjskih figah. Veliko Krnsko jezero je predaleč in nevarno je hoditi tja. Tako je odprto, da las Krna v njem lahko opazuje svojo senco. Naša uradna poročila navajajo, da so s Krna odbiti vsi napadi, čeprav Krn že od avgusta ni več naš. In to zaradi zanikrnosti ogrskih konvedov. Pa se niso oni krivi. To drug bi moral odgovarjati. Italijani so na Krnovi špici zvrtali kaverno in vanjo postavili baterijo lahkih topov. Tako imajo pod nadzorom vse točke od Dupelj do Bogatina. Do naše prve vojne linije na Šmohorju je samo 2 kilometra. Do prvih laških na Krnu pa 4. Ves dan se čuje regljanje pušk. Laška artilerija je vse bolj živahna. Strelja na naše položaje na Šmohorju in na zaporo pri Krnskem jezeru. Občasno v bližini useka osamljena granata. Njen drobec je zadnjič priletel celo pred našo barako in se zapičil v plot. Otopelo vojaštvo se za pokanje kaj dosti ne zmeni. Kosmati, zaraščeni, raztrgani, umazani, smrdeči kot kozli, kažemo dobrodušen vtis. Vsakdo molče gleda predse in polglasno preklinja. Z Bogatina nosimo deske, 2 metra dolge, od 12 do 14 kosov. Vsak dan od 7 zjutraj do 6 zvečer. Lah nam pošilja točo svinčenku pozdrav. V viharju pa večkrat sneži, vmes pa grmi in treska. Mraz skozi obleko reže do kosti. Po zameteni poti stopamo težko utovorjeni, nezadostno oblečeni, s praznimi želodci. Spremljajo nas častniki s kletvami, zmerjanjem in grožnjami. Na mrtvo nam uničujejo življenja. Vendar nisem obupal in ne bom, dokler ne bom gledal smrti v oči. V naši četi smo večinoma Slovenci. Poveljuje nam brezčutni polkovni adjutant, nadporočnik Pavlus. Uživa v kaznovanju in mučenju. Muči nas, da stokamo in omahujemo. Muči nas do krvi, zmerja in zasmehuje. Ljudje in živina morajo delati, da se ne usmrdijo. Vseeno mi je, če vsi počrkate. Po te ljudi, po vojni, sploh kdo kaznoval? Malo nad planino Duplje leži pokopališče s kakšnimi 40 grobovi, posledica laških granat. Na križu je napis: umrli za cesarja in domovino. Čez noč so pred pokopališčem posadili gozdiček smrek, da bi ga skrili pred italijanskimi pogledi. Vsaj kosti naših tovarišev naj imajo mir pred njimi. Sinoč je bil na Mrzlem vrhu velik kraval. Ker ga Madžari niso mogli več zdržati, sta morali 2 celi naši stotniji takoj odhiteti na pomoč, čeprav je moštvo prej ves dan nosilo deske z Bogatina. Smrt diha za ovratnik na vsakem koraku. Vsak hip te lahko zadane krogla ali vzame smrt, ali pa bela smrt. Na božični večer je plaz odnesel večje število bosanskih nosačev in na koncu spenjače na Bogatinu zagrebel baterijo s konji vred.
Samo polovica nas je še od onih, ki smo prišli oktobra v ta kraj nesrečnega imena. Odšli so v bolnico ali pa jih je pobrala smrt. Mene še ni konec. Izmučen sem od težkega dela in duševno onemogel. Nobenih bolečin ne čutim več, samo neskončna utrujenost. Minevajo mi moči, nobene volje nimam več. To so dnevi, tedni, meseci, katerih, ako mi Bog še nakloni milost, se bom žive dni spominjal z gnevom in željo, da bi kaj takšnega nikoli več ne bilo. Hvala Petru za to izjemno prebrano pismo. To se je resnično dogajalo. Vsak od nas sam zase ve, zakaj prihaja sem pod Krn. Naše skupno poslanstvo pa je eno in edino, spomin in opomin z jasnim ciljem, da se vojne grozote ne bi ponovile. Žal se tudi v sedanjem času sprašujemo, ali smo v našem poslanstvu miru uspešni. Ne vedno, vendar vseeno velja vztrajati. Vse vojne se enkrat končajo, z našim prizadevanjem jih mora biti manj. Tu smo se zbrali, da še bolj ponotranjimo sporočilo miru in prijateljstva med narodi. Zbrali smo se, da ob izbranih mislih spoštljivo poklonimo spominu na žrtve vseh vojen. S tem je slovesnost pri Krnskemu jezeru končana. Vabim vas, da vsi skupaj že na prvih korakih proti domu gremo še na planino Duplje, Madžarskemu križu, na drugi del slovesnosti. Enota, mirno, na desno. Spokojnim korakom, desnim krilom, naprej. Kolono pojedem preko stroj, se. Prostim, korakom. Enota, mirno, na mesto, odmor. Za besedo prosim njegovo ekscelenco, veleposlanika Republike Madžarske, gospoda Andera. Spoštovani poveljnik generalštaba Robert Glavaš, spoštovani podpredsednik Državnega zbora Danijel Krivec, spoštovani županje, spoštovani predstavniki Slovenske vojske, spoštovani navzočni, dragi prijatelji. Kot ponovadi že neka tradicija, svoj nagovor bom v treh jezikih, slovensko, madžarsko in italijanskem jeziku povedal, ampak preden bi se rad vas vse povabil, da popejemo skupaj tako slovensko, madžarsko in italijansko himn. Tisztelt egybegyűltek, kedves barátaim, tisztelt emlékezők, úgy, ahogy tisztelt vezérkari főnök Glavaš úr, tisztelt parlamenti alelnök úr Krivec úr, a polgármesterek, a szlovén hadsereg tisztelt tagjai és önök, kedves emlékezők,
Mint már egy hagyomány itt a Körnön, hogy minden évben a beszédemet 3 nyelven fogom elmondani, de előtte invitálom önöket, hogy énekeljük el együtt a szlovén, a magyar és az olasz himnuszt. Carissimi amici, il comandante del comando delle armi, Forze Armate della Repubblica Slovena, del onorevole Krivec dal Parlamento sloveno e i sindicati, carissimi commemoratori, vi invito, come tutti gli anni, io faccio il mio discorso in 3 lingue, anche quest'anno lo farò così. Vi invito, prima che io cominci, di cantare insieme tutte le 3 inni nazionali, così lo sloveno, l'ungherese e poi l'italiano. In sedaj vabim, da popijemo zdravljico. Enota, mirno! Isten áld meg a magyart, jó kedved bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Boldogság itt régen tét, hozzá vi esztendő, megbűnhődte már remét a múltat Fratelli d'Italia, l'Italia se ne sta, Elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò. Hvala lepa. Pa te dovolite, da začnem v madžarskem jeziku. Tisztelt egybegyűrtek emlékezők, tisztelt honfitársaim, kedves barátaim! Amikor itt a Körn-hegyen ellátogatunk minden évben, egy különleges csend, egy különleges béke vesz minket körbe. Ez a csend, ez a béke azokra az emberekre emlékeztet, azokra a fiatal katonákra, akik több mint 100 évvel ezelőtt itt harcoltak ezeken a hegyeken, és nagyon sokuk örökre itt is maradt, itt talált végső nyugóhelyet. Katonák voltak magyarok, osztrákok, szlovének, olaszok és különböző más nemzetiségűek. Több mint 1 millióan vesztek itt el. Fiatal emberek voltak, fiatalok, akiknek egyszerű vágyaik és álmaik voltak. Egy nap hazamenni, újrakezdeni, emberként élni, szeretni megint. De a történelem és a sors teljesen más utat adott nekik végül. Fagy, hideg, sziklák és háborút. Ugyanakkor ezen kemény körülmények között megmaradtak emberek. Ma már nem kérdezzük
nem emlegetjük, ki nyerte a háborút és ki veszítette el. Embereket látunk, embereket, akik családoknak voltak fiaik, gyermekeik, testvérek és apák. Az áldozatuk nem volt hiába való. Az áldozatuk, ami az örökségük is egyben, egy katonaembernek, akit az életét áldozta fel, és nem hagyhatott hátra a következő generációknak semmi mást, az a béke. Az a béke, hogy ilyen szörnyűségek soha többet ne következhessenek be. Itt állunk a Magyar Keresztnél, ahol nem csak a magyar hősökre emlékezünk, hanem visszagondolunk arra, hogy a történelemben a sebeket begyógyíthatók, és a különböző népek, akik egymás ellen harcoltak, békében élhetnek. Emlékezni sosem jelenti csak azt, hogy a múltba révedünk, hogy a múltat menekülünk, hanem ígéretet teszünk ilyenkor. Ígéretet teszünk arra, hogy soha többet ne legyen háború. Ezért invitálom önöket, hogy hajtsunk fejet, és csendben emlékezzünk ezen katonákra, emberségükre és emberekre. Kérjük egyben a Jóistent, hogy áldja meg azokat, akik itt nyugszanak ebben a földben, és hozzon békét minden nemzet szívébe, minden nemzet képviselőjének a szívébe, akik valaha ezeken a hegyeken egymásra fegyvert fogtak, és mindenki másra, akik ma a világban egymással harcolnak. Spoštovani prijatelji, spoštovani spominjajoči, hvala lepa, ker to veliko številko ste prišli danes za tradicionalni krnski pohod. Tukaj na Krnu je ena posebna tišina, je ena poseben mir, ki nas okroža in ki nas spominja na tistih vojakov, tistih mladih fantov, ki so se bojevali tukaj v teh čudovitih okoliščinah, v teh čudovitih naravnih okoliščinah. To so bili mladi, ki so, mnogi od njih, več kot milijon, je tudi poginil, tudi umrl tukaj v teh bojiščih. Bili so Slovenci, Italijani, Mađari, Čehi, Poljaki in vse druge narodnosti. Bili so mladi, so imeli enostavne sanje, enostavne želje, tako kot mi dan danes. Mirno in varno pridi domov, začneti znova, začneti eno življenje, ki je dostojanstveno, ljubiti. A kaj jim je dal zgodovina, kaj jim je dal usoda, so bile skale, je bil mraz in je bila vojna. Ne glede na vse to, so ostali ljudje, so ostali človek. Dan danes si ne sprašujemo več, kdo je bil zmagovalec in kdo je bil poražen. Kaj vidimo? Da to so bili mladi fantje, bratje, možje, ki so dali svoje življenje in svojo dediščino, ki vojak ni mogel dati za svoje potomce. Ta dediščina je bila želja za mir. Na to se moramo spomniti dan danes. Tukaj stojimo vsi pred Madžarskim križom, a ne spominjamo le na madžarske vojake, spominjamo tudi na to, da rane v zgodovini se lahko ohranijo, se lahko popravijo in postane iz tega mir. Spominjati se zgodovine nikoli ni odveč, nikoli ni brez veze. To je tudi ena obljuba, da nikoli več vojne, take vojne, kot smo videli, nikoli več naj ne bo tukaj. Zaradi to naj povabim, da se poklonimo v molk in spominjamo se kot ljudje na žrtvah vseh teh vojn. Hkrati pa prosimo, naj Bog blagoslovi vsakemu, ki tukaj počiva zavedno okrog teh gorah, in molimo na to, da nikoli več ljudje, ki so se bojevali tukaj, razne nacije, ki so se bojevali tukaj med sabo, da prinesejo mir v njihovih srca, ampak ni samo tukaj v Evropi, ampak po celem svetu. Carissimi amici, carissimi partecipanti, oggi qui sul Monte Krn
davanti alla croce ungherese circonda un silenzio particolare. In questo silenzio sentiamo la presenza di coloro che più di 100 anni fa combatterono su queste montagne e che molti di loro qui riposano per sempre. Erano soldati ungheresi, austriaci, sloveni, italiani e di tante altre nazioni. Giovani uomini con sogni semplici come i nostri oggi. Tornare a casa, ricominciare e vivere. Ma la storia scelse per loro un altro cammino. Li circondavano il ghiaccio, la roccia e la guerra. Eppure, nonostante tutto questo, rimasero uomini. Oggi non chiediamo più chi fu il vincitore, chi fu il vinto. Vediamo soltanto che tutti erano esseri umani, figli, fratelli, padri. La pace in cui viviamo oggi nasce anche dal loro sacrificio. Questa croce non ricorda soltanto gli eroi ungheresi, ma anche che dalle ferite del passato può nascere la pace. Ricordare non significa restare nel passato, ma promettere al futuro mai più guerra. Inchiniamoci dunque in silenzio, con gratitudine, come esseri umani. Dio benedica coloro che riposano qui e doni pace a tutti i popoli che un tempo si affrontarono su queste colline, su queste montagne e da qualunque altra parte del mondo. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Najlepše hvala, da ste me poslušali. Hvala lepa za priložnost. Grazie mille. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Spoštovani, zbrali smo se, da bi počastili spomin na naše prednike, ki so dali življenje za nas v bitkah prve svetovne vojne. Prebrali bomo kratko Božjo besedo, jo premišljevali in prosili za mir, ki se začne pri nas v našem srcu, ter blagoslovili ta kraj padlih. Molimo, Bog naš Oče, umrli živijo pri tebi, kot smo nedavno praznovali ob 1. novembru. Pri tebi se veselijo in prosijo za nas. Tistim pa, ki so še na poti očiščevanja, pa v svojem velikem usmiljenju skrajšaj ta čas in jih sprejmi k sebi v večno srečo, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Poslušajmo odlomek iz Svetega Evangelija po Janezu. Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega Očeta je veliko prebivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kamor jaz grem, veste. Tomaž mu je rekel, Gospod, ne vemo, kam greš, kako bi mogli poznati pot. Jezus mu je dejal, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, ste spoznali tudi mojega Očeta. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Kot je bilo že povedano, samo na kratko tudi jaz na tem mestu še enkrat ponovim, da je to kraj, kjer so vse besede odveč, saj tišina spregovori zelo na glas zaradi grozovitega spomina. Zato nam preostane le zavest, naj ne bo nikoli več ponovljeno in naj tega nikoli ne pozabimo. Ostane nam molitev za rajne in molitev za mir, ki se, kot sem že dejal, začne v naših srcih. Pa se združimo še v kratkih prošnjah. Bratje in sestre, ponižno se obrnimo k Kristusu in ga prosimo. Prosimo te za žrtve vseh vojn, posebej te, ki so tukaj padli na teh krajih.
naj najdejo večni počitek pri tebi v nebesih. Prosimo te, usliši nas. Za verne duše, katere so še na poti očiščevanja, naj kmalu prispejo k tebi, Kristus, večni luči. Prosimo te, usliši nas. Za državne voditelje, da bi s svojimi dejanji gradili v mednarodni skupnosti civilizacijo ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Za naše družine in družbo naj bo v njih kultura dialoga in ne obsojanje, kultura spoštovanja in ne elitizem posameznikov. Prosimo te, usliši nas. Gospod, sprejmi vse te prošnje in tudi tiste, ki so v naših srcih po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo, Gospod, sveti Oče, hotel si, da je križ tvojega sina vir blagoslovov in začetek vseh milosti. Vsem, ki gledamo to znamenje tu pred nami, znamenje naše vere, nam dobrotno stoji ob strani. Prosimo te, blagoslovi ta križ, da bo vsak blagoslovljen, ki bo pri tem v križu molil po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Amen. Gospod nas blagoslovi, nas varuje vsega hudega in nas pripelje v večno življenje, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pojdite v miru in varno v dolino. Bogu hvala. Hvala lepa vojaškemu duhovniku Janezu Mevcu. Sledi pa še polaganje vencev, ki jih bojo položili predstavniki veteranskih organizacij in vsi drugi ob spremljavi orkestra Slovenske vojske.